En lep pozdrav. En lep, kako se temu reče, sredin večer oziroma popoldne v poletnem času, sicer bi bil pa že večer. Je tako, da sem rekel, malo bom za hec se užgal v popoldanskem oziroma večernem času, za razliko, ker to počnemo navadno zjutraj, ne? Ampak ne pridem vsako jutro zaradi tega, ker meni osebno se razkriva precej stvari. Ne? Zdaj ne vem, če se to dogaja vsem ljudem na tem svetu, vem. Zaradi tega, ker empati imamo sočutje in čutimo tudi tisto, ne samo svoje, ampak čutimo tudi od drugih, torej mi zaznamo, kaj se v kolektivu dogaja. In moji kolektivni prijatelji po svetu smo vsi istih misli, občutkov, spoznanj, da se pač nekaj dogaja na tem svetu, ne? In prav zaradi tega sem dal današnji naslov razkritja, ne, razkriva se, kaj se razkriva. Ja, če gledaš 24ur.com, pa se razkrivajo samo kakšne kamere pod vodo, pa da je kva Sanader ven prišel, pa da tam je neka igralka neki, nič ne najdejo, med tem, ko se svet podera. In zdaj, jaz opozarjam na bizarnosti že dlje časa, halo ljudje, pa da ja vidimo, ne, pa saj v času korone smo tudi kaj videli, kakšno neumnost, ne, pa kaj, kar nič ne vidijo. A ja to, 5 let smo rabili pogruntati, da v bistvu zato, ker nič ne vidijo, so se izdali. Ne? Kam spadajo? Separate yourself, nismo ista branža, ker v bistvu normalen človek, to recimo, da nekoga študiraš, kakšne ima navade, kaj ima rad, kje ima strahove, kaj si želi, kje in tako, da to študiraš, ponucaš od človeka in pol uporabiš točno proti njemu, to več ne vem, če se lahko imenuješ človek, ampak to pomeni, da si fucking evil, da je to čisto zlo in tega je bilo na svetu tisoče, milijone in milijarde verjetno tovrstnih primerov in točno zato, da se ne vem, ozavestimo o tem, kako je delovala ta, mogoče bi pa res lahko rekli, kontravrsta, pa ni to kontravrsta, vse izhaja to iz travme, ampak v vsakem primeru moramo ločiti seme od pleve in če si pleva, pejt med pleve in če si seme, bod seme, ne se pa mešati in energetsko ne pašemo več skup, enostavno ne pašemo več skup, iako smo si tako želeli, iako smo bili navezani na ljudi, želeli smo si bližine, želeli smo si sodelovanje, ampak spoznali smo, da v bistvu tisti, ki bi nam v življenju v bistvu mogli stati ob strani, pomagati, biti v sodelovanju, so bili točen, ne, s puško usmerjeni. In kaj ćemo mi zdaj temu reči, ne? To so izdajalci, tisti, ki pa to vidijo in molčijo, so pa skrivači in oboji so enako krivi in po vojni se marsikomu sodi, ne, kako in kaj. In zdaj razkritja prihajajo na plano, najprej na univerzalnem nivoju, torej empati bi rekli, da ne, že nekaj čutimo na vodi, ne, na spiritu čutimo. Bolano verjamem, da se tresajo zdaj tisti, ki so smatrali, da nikoli ne bo prišlo na plano to, kaj prihaja na plano in ne vejo, kaj zdaj narediti. Absolutno, da ne in prav je, da ne. Naj jim bo prikrajšano za vedenje, kot je bilo nam prikrajšano vedenje za to, kaj so počeli. Ampak vsakmu v svojem času, oni so se skrivali 2000 let, zdaj, a ćemo tudi mi njim skrivati znanje, spoznanje in rešitve še naslednjih 2000 let? Ne bomo mi toliko svinski, ker nimamo sploh takega karakterja, sploh ne moramo tako funkcionirati. Ampak je pa prav, da občutijo te občutke, katere so prožili v ljudeh, ki smo jim želeli samo dobro. Smo enostavno, ljudje imamo eno tako lastnost, da smo samo dobri in nikomur ne želimo žalega. Zdaj, v zadnjih 2-3 letih, pa smo začeli prepoznavati tiste, ki želijo kreirati in ustvarjati zlo, ter v bistvu iz nas izvleči te najbolj nizke občutke, strah, jezo, mržnjo, zamero, kompenzacijo in tako naprej. Ampak to v nobenem primeru ni nobena vrlina človeka, to je nekaj, kar je v današnjem času imenovano narcizem.
pred leti pa se je temu rekli, da ima človek kar hudiča v sebi. In zdaj ti hudiči so med nami pomešani, misleč, da so bili frajeri, so ti hudički zdaj hudo se zataknili v zgodbo in ne morejo več ven iz igre, ne znajo ven iz igre, ne morejo, ne zmorejo, ne znajo. Ampak je prav tako, more tako biti, jaz verjamem, da njim to ne paše, jaz verjamem, da zdaj izdajalci po vojni, ki jih je bilo treba dati kaj pred zid in pol jokajo, ne, jaz nisem nič tako hotel, vi ste barabe, ki ste pobili izdajalce. Čak sem mal. Ne? Hudo velika scena je bila na zemlji in zdaj končno prihaja na plano razkritje vsega tega. Zdaj tisti, ki hočejo videti, že kaj vidijo, tisti, ki pa so del tega, pa se delajo, da nič ne vidijo. In jaz sem v ta namen naredil tisto, kar je v 10 božjih zapovedih manjkalo, torej ne deli se budalo, je prav. Zato, ker s tem, ko se delaš budalo, v bistvu s tem priznavaš, da si del igre in omogočaš in dovoljuješ obstoj tega, kar ne bi smelo obstajati. Torej, če vidiš nasilje nad nekom in obrneš glavo stran, potem si glih toliko negraužen ki nasilje izvaja. Aj prav. In zdaj mi smo videli zločin in korona in cepive in da ne rečem, kako nam se razkrivajo zdaj stvari okrog nas, okrog demokratov, okrog legitimnosti vsega, kar so nam prodajali v šolah, v cerkvah, na sodiščih, zakozlat. Eno razkritje je bolj grozno od drugega razkritja in resnično spoznavamo, da smo bili nategnjeni na slehernem koraku. In meni se zdi precej noro, da v tem trenutku, torej 13 minut, ki smo že, pa sem še vedno sam, ne? Torej ljudi to ne zanima, noč, kada je vse v redu. Meni je čist noro in o tem želim obveščati in nekako pomiriti tudi ljudi, da v bistvu vse bo okej. Če si bil čist do zdaj, pa če si človek, vse v redu. Če si bil pa nosilec zla in ustvarjal zlo po svetu, pa ne moš pričakovati zdaj milosti, blagoslova, jaz ne vem kaj. Pa še oprostite, ki nismo vedeli, kaj delamo. Ne, da ste se zmotili, v bistvu bili ste evil. Zdaj pa ne mi to, kar pozabimo, pa tako, to ne bo človeštvo nikoli pozabilo teh grozot in verjamem, da zdaj ljudem, ki so bili del grozot, nekako je nelagodno. Že če ukradeš čokolado, ti je malo nelagodno, pa te dobijo pri tem, ti je nelagodno. Da si pa izvajal leta in leta zlo, neizrekljiv kriminal, izdajo in zlorabo nad ljudmi, ki so te imeli radi, ti si glumil, da jih imaš rad kot narcis, to je nekaj, kar v bistvu je, ne more sploh biti napaka in verjetno je tudi Bog rekel, no, zdaj pa no mercy. Zdaj pa nema više milosti za to. Zato, ker ne sme biti. Zato, ker ti ljudje se morajo srečati s pravico in s poravnavo. Ne bomo se maščvali zaradi tega, ker to so itak od nas hoteli zvleči, ampak ne bomo se mi maščvali, ampak pravica pa sprejem posledic, to pa ja. In zdaj ta razkritja, kot sem imenoval današnjo oddajo, so nekak prenos. Tega ne razume, človeška logika ne more tega razumeti, ampak kar si počel drugim, sebi si storil. To je zdaj nekaj, kar verjamem, da človeški ne more zgovtati iz prve. Če si nekomu prizadejal bolečino, občutek krivice, izdajo in tako, potem moraš to enkrat občutiti nazaj in karma je karma. Če je nekdo zaradi tvojih del trpel, moraš tudi ti potem videti, kako to izgleda enkrat. Ne? In ta enkrat je leto 2025. Ne? Zdaj, kabala, temne sile ne morejo več poganjati, ničesar. V bistvu mal gledam te medije, kako so postali čist out, oni kada živijo na čistenem drugem planetu. Politika, kada naša predsednica se z motorčkom vozi, krasno se imamo, lepo nam je, fino, krasno, v isti sapi je pa vse narobe. Ne moreš biti toliko glup, da ne vidiš, da je narobe.
sodeloval si v pizdarji, ne? Ja, to je zoprna reč, kasto mater. Jaz to verjamem. Tudi zastopam, tudi občutil sem tisto, kar bodo zdaj oni občutili, sicer jaz iz drugega naslova, da bom zdaj kar rekel, hvala Bogu, da mi ni treba zdaj občutiti tega, kar oni občutijo, s tem, da oni so krivi, jaz nisem bil kriv, pa sem to občutil, oni so pa krivi, tako da oni morajo občutiti, a ne? In ja, separirati se od tega plevela, od te črnosti, če ćemo temu tako reči, plak oziroma virus oziroma kuga na človekovi duši je pravzaprav tisto, kar danes imenujemo narcizem, in to je nalezljivo. Vse sort smo že naštudirali okrog tega, kako je to nalezljivo, kako se tega znebiti, kako se prepoznava, kako se ubraniti, kako to preživeti, konec koncev tudi tisti, ki so del tega, kako se to preživi. Ampak naj vam povem, da agonija je tisto, kar sledi ljudem, ki so delali narobe, misleč, da ne bodo nikoli prepoznani. Zaradi tega, da ne bi nikoli bili prepoznani, so z vsemi možnimi vzvodi se borili z empatom, ki se je začel prebujati. Ne? V mojem primeru sem to jaz. Oni so naredili take štale, toliko vsega sranja, da je zabruhati, ampak jaz sem vse to opazil, pravočasno se zaščitil, ne reagiral, se dosti smiselno ubranil, umaknil in opazil pasti, a ne? In mene načeloma na tem svetu ne bi smeli biti, pa bi bilo njim spet v redu, vsaj kar se Cerknca tiče. Zdaj smo pa tle in oni ne morejo, veste, to je res hudo, stari, zdaj bomo pa videli, kaj sem naredil, sem ne zaradi tega, ker je Turšič tle, zaradi tega, to se dogaja po celem svetu. In to bo velika, velika sramota. Zato, da bo sramota še malo večja, naj vam povem, kaj se je že začelo dogajati. Torej, narcis kot tak ne mara empata, on je odločen, da bo empata ubol, eliminiral, Frderbo uspel v psihiatrijo, v zapor, na Britov, ali ga bo pa na špago pripeljal, da se bo sam na špago zataknil, ali pa če ne drugače, pa z vilami nabit. Skratka, vedno v zgodovini je to šlo, zdaj pač ne gre. Ampak narcis ni nikoli deloval sam, vedno je deloval v skupini, flying monkey, rečemo pomočnikom narcisa. In verjeli ali ne, ti sodelavci od narcisa, ki jim je povedal kar kakšno skrivnost, a ne, so se zdaj začeli obračati proti njim, ki so jih prej častili, so jih zdaj začeli izmetavati. A veste, kaj to pomeni za narcisa, ki je samo všečen, obstoj njegov obstoji, če je občudovan, in flying monkey, te leteče opice, njegovi pomočniki so ga blazno občudovali in mu dajali vse. In sploh, zdaj pa naenkrat njega več ne občudujejo, v bistvu so opazili, da je gnusen, da so zaradi njegove prevare, laži in manipulacije sami pomagali sodelovati v zlu, in v bistvu bodo oni začeli govoriti resnico o narcisu, tisto, kar naj bi bila sveta skrivnost. Se zastopimo. Bom dal drugačen primer. Če je država rekla, pandemija je NIJZ sledil ali obratno, sodstvo je vse sledilo kreku, čist verodostojen poba, ne? In te logarce in to čist strici, vse so naštudirali, ne? Doktori so rekli štima, če je pa krek rekel, pol pa zihar je to, in pa so medicinske sestre, kaj so pa hotele, tudi ceple, saj pa je predstojnik klinike tako rekel do ta zadnjega, in zato, ker da so delali še vedno naprej, da so lahko dobili plačo, so nekako podprli to, saj so vsi vedeli, da je na tega, da ne bo panike, da ne bo pomote, vsi so vedeli, ampak so bili tih kurc, dobili so dodatke, malo so plesali, pa saj bo šlo. Slej, ko prej bo spregovorila ena medicinska sestra, slej, ko prej bo spregovoril normalen, empatičen policaj, slej, ko prej bo spregovoril še tisti te zadnji normalen sodnik, ki se nahaja, ali koliko jih je, ne vem, švoh kaže za enkrat, ampak okej. In naenkrat bomo mi pogruntali, kakšna sodrga je vse to pelala. Jaz sem upal, da se bo to zgodilo že pred časom, ampak zagotovo pa je zdaj več kot pravi čas, ker v tem portalu, kjer se nahajamo zadnji teden,
je velika prisotnost, velika prisotnost energij, ki podpirajo točno to. Ne? Jaz se tudi nisem cepil, mojca, hvala Bogu in čast vsakmu, ki se ni, ampak počas bo treba tudi iz zdravstvenega osebja, treba koga slišati, ki bo rekel, pizda, ni bilo prav, kar so počeli moji sodelavci, ker je pač šef tako rekel. Morala je tist, ki se mora človek upoštevati. Mi ne rabimo ne rimskega prava, ne pomorskega prava, ne 10 božjih zapovedi, niti ustave, če imamo moralo. Če pa morale ni, pol pa imamo mi en velik zaplet. A ne? In to, da so vsi zdravstveni ljudje tih, to je nekaj, kar je v bistvu zelo zaskrbljujoče. Tudi sam sem zdravstveni tehnik, mojca drugače. In tako, tudi pravijo ljudje, ja, pa smo se mogli cepiti. Ne, stari, tudi jaz sem imel pritiske, pa sem rekel, jaz se bom odločil tako, ki je prav, pa makar, če bom sam. Jaz ne grem tako, kot je narobe. Ne? In ja, po 5 letih prihajajo na plano razkritja, zdaj kdor hoče vedeti, to že vse ve, a ne? Da Faucija več ni, ki bi kaj rekel, pa Billa Gatesa tudi ni, da ne bili ljudje pretirano naduvani, da jim bo kdo čuval hrbet, kot je šlo to tisočletja. Ja, lahko delam kar čem, če me bodo pa dobili, me bo pa policija ščitila ali pa sodnik ali pa kdorkoli, ker sistem je sistematično iskal in lovil lov na čarovnice, lov na empate je to bil, lov na črne ovce in črne ovce obstaja v vsaki familiji in vsaka črna ovca ima na sebi tarčo od nekoga. Nekdo jo targetira in čuva cel život v kontekstu, da jo ima na nišanu, da se ta ovca ne bi zbudila in ta glavni narcis vpliva na okolico, ki se odvija tej črni ovci. Ne? In tako smo bili mi lovljeni tisočletja, dragi moji. Veste, to ni zajebancija, to, kar zdaj prihaja na plano, ne samo to, kaj vidimo v Ameriki ali pa na političnem ali pa medijskem prostoru ali pa medicinskem ali pa tako. To je tisto, kar boste vi zagledali v lastni vasi, ksihte. Veste, jaz odkar sem začel govoriti o narcizmu, o duhovnem prebujanju, o dvigu zavesti, o empatih, o prevarah v sistemu. Jaz sem zgubil prijatelje, jaz sem zgubil familijo, starše in otroke, nakopil sem si pa celo cerknico sovražnikov z redkimi izjemami. Ne? Jaz imam toliko sovražnikov za znort, pa jaz sem čist sam prijazen, jaz nobenemu nič nočem, jaz nisem nobenega imena povedal, jaz samo razkrivam vzorec, ki je vzorec igre, ki je znan po celem svetu. Tisočletja, v Bibliji je opisan in narcizem, in izdaja, in zloraba, in da se ne sme, čakaj, kaj sem že zapisal, katere so največje nevarnosti za človekovo degradacijo. Pazi, kako človek sam sebe eliminira, da boste zastopali. Največji sovražnik duše človeku je ponos, ljubezen do denarja in pa obrekovanje. Sej ljudje ne obrekujejo Trumpa, to Trumpu ne škoduje. Hudo je, ker so obrekovali svoje najbližje, svoje najdražje, svoje prijatelji smo se imenovali in tako naprej. Obrekovanje je škoda za znort. Torej, da tam nekomu XY rečeš, a veš, da Turšič je pa zanč ukradel v Mercatorju 10 jajc, pa so ga dobili. A je to resnica? To ni noben vprašal. Turšič jajca krade. Pač tako gre to po vasi. To je taka škoda, to je blatenje dobrega imena, uničevanje dobrega imena. In pol imamo mi varstvo podatkov. Pa dragi moji, cerkev nas je spremljala od nekdaj, sistem tudi, kamere tudi, pa ne samo mene. Vsi smo bili spremljani, tudi ti, ki so ustvarjali kriminal, trdno prepričani, da ti te stvari ne bodo nikoli prišle v javnost, pa prihajajo. Jaz verjamem, da je upravičeno marsikomu fejst vroče in kar se mene tiče pravilno. Kolikor so škode naredili, pa ne samo škode, trpljenja so ustvarili, to je nekaj, kar v bistvu oni pričakujejo, odpusti svojim sovražnikom. Ja, zato da bom jaz lažje spal, sem kriminal, pa ne bo kar tako bil pozabljen. To človeštvo nikoli ne bo pozabilo.
Nikoli, ker se ne da. Ker to ni nekaj, da je nekdo mal te ruknil z vozičkom, to mal greš, da te pa nekdo načrtno desetletja hotel pripeljati do tega, da se ti odpele zdrava pamet. To ni več hec, dragi moji. Ne, to. Zdaj, jaz sem odpustil zaradi tega, ker jaz lažje živim, zaradi tega, da nisem jaz obremenjen, pa da ne nosim zamere, pa maščevanja, pa to. Ni to enostaven proces, ampak ja. Načeloma agonija sem prej omenil. Agonija pomeni kapitalni zlom človekove podobe, ki izhaja iz ega. Agonija je spoznanje lastnega sebe, kakšen si bil, kakšnega so te naredili, to je bilo v mojem primeru, kakšno mnenje imajo o tebi, kakšna je družba in tako. Zdaj, kdor do zdaj ni šel čez proces zloma svojega ega, je zdajle v procesu, da pukne. To bo notranji razkol. Ljudje, ki imajo agonijo, ki preživljajo agonijo, to ni enostavno stanje, ampak nihče si tega stanja ne želi. In tako stanje je, ko ne veš, ali bi živel ali bi umrl. In res je tako, marsikdo se bo odločil za ne več živeti v isti sapi, ko gre za proces, ki ga imenujemo ponovno rojstvo v samega sebe. Ko izgine ego, začne izginjati, začne razpadati, se začneš srečati samim sabo, s svojimi kriminalnimi dejanji, v tem primeru narcisija, ne? Ali pa ljudje na egu, tudi Flying Monkey bodo tega veliko videli. In tam je možnost, da začneš stopati na pravo pot in delati na sebi. Poznam nekomu sledim, ki je bil narcističen in je v enem momentu rekel, jaz želim biti boljši človek. In je rekel 7 let. 7 let sem rabil, da sem se pobral, ne, iz tega govna. In je res veliko stvari povedal o narcizmu, je rekel, vse to, kar govorite, je čist res. Ampak to je eden in edini primer, ki ga jaz poznam, da je nekdo rekel, jaz sem bil narcis, pa sem se odločil, da ne. Tako da se zavedajo oni vsega, tako da če imate še kaj komu za reči, ja pa niso mogli, veš, pa je šef tako rekel, ja pa veš kaj, pa je bila bolana, ja pa je imela ona tudi travmo, ono pa se drugače fejst, ampak tako, dragi moji, ta narkisar ve čist vse, kaj dela, sej pa je 30 let v mojem primeru študiral, kako me eliminirati, tudi to je bila njegova primarna naloga, a ne. Ampak to, da se delajo neumenga, je v bistvu samo krinka. Ne vem, ne znam, ne morem, nič ne vem, pa sej je bila korona, ampak sej kaj češ, to je zdaj meni. Kaj zdaj to meni, pizda, to je bil genocid, pa kaj se pol mi pogovarjamo o zločinih v prvi, drugi svetovni vojni, če pa smo tega največjega svetovnega pa preskočili. Ne bomo mi to tako lepo zabili čez noč, mislim, še niti ni prišlo do ta pravih sodb, ki jih komi čakam, ne? Sensitive Heda, živijo, se strinja z mano in pozabiti ne morem. Je potrebno dati iz glave, ampak ne pozabiti nikad v životu. Zdaj iz tega ne bomo pozabili, se lahko zgodi zamera, maščevanje, žalost, tudi groza. Zaradi tega je fino, da damo te stvari ven, a ne? Mojca, praviš, ne razumem fraze, sem odpustil, pozabil nisem, potem pa ni odpustil ali kako. Aha, ne razumemo. Oni so delali kriminal. In zdaj vejo tistih 6 fraz iz Biblije, ne, ki njim prav pridejo. Odpusti našim sovražnikom, si ne vejo, kaj delajo. Torej mi lahko delamo krčmokr, empati bodo vedno odpustili. Da, zaradi tega, da jaz lažje spim, da se jaz ne obremenjujem s tem, zaradi tega, da jaz ne gojim zamere, maščevanja ali jeze. Zaradi tega odpustim z moje strani. Kar pa ne pomeni, da, naredili ste zločin nad človeštvom in ja, odpustimo in bodite predsedniki še naprej. Ne, to pa ne. To pa ne. Razumeš, Mojca, zdaj? Ali sem preveč zakompliciral te stvari? Ne bomo jim odpustili njihovih grehov, pizda, v čuzo bodo šli.
Ja. Ti, ki pa nimajo teh zločinov nad človeštvom, pa že zdaj nosijo spoznanja občutka krivde in sramu. Krivda, kriv, ne bo napisal tam nek sudija. Kriv, ne kriv, že piše tle not in je težko goltati to. Dragi moji, jaz moram tamle v pečici nekaj obrniti. Lep pozdrav, kako Dejan, Damjan, zdaj si normalne črke, da to bomo znali prebrati. In tudi Aleksandr, živjo, vam bom dal sem eno slikico pa enega Džobolovski, a je to? Ne, Thomas Bregenson, Blackheart, Dark Empath, smrtna obsodba za narcizem. To sem jaz ratal. Živjo, minutko pauzice, pa 2 slikici, pa idemo. Ja, ljudje so mislili, da smo naivni pa slepi, ampak verjetno šele zdaj so začeli opažati, da je Bentiš. Tale Turšič jih pa gleda, tale človek pa je hudo pozoren in nas opazuje v bistvu. Čakaj, Turšič nas opazuje, odtle se uči. On ne bere knjige, on ne bere nekih strokovnih člankov, on nima diplome, on nas opazuje, oh no! Ja, niso oni hoteli, da jih gledamo, ne, zato so pa nam brklali misli, pa spreminjali tematike, in pa čim si se začel malo o odnosih pogovarjati z ljudmi, so na hitro zapeljali na traktorje, pa o tem, kako je fuzbal nekdo in neki, in tako, pa laž pa prevarjali. Bedarija. Ja, ne spraviš, da zavedanje je smisel življenja, narcizem je neozdravljiv. Mater, to spa dobro na gruntov, se strinjam, zavedanje, zavest, dvig zavesti, opazovanje, se strinjam, narcizem neozdravljiv, veš kako je, dokler ima pogoje za obstoj, narciz ne vidi razloga, zakaj bi se spremenil. Če odvzamemo pogoje za obstoj narcizma, potem ima narciz 2 opciji, sprejme pot ozdravljanja, kar je možno, ali pa se umakne, ampak to je agonija, s katero živi do konca življenja. In vsak dan je ta agonija težja. Tako da vsi imajo možnost iz teh občutkov, kamor so se zaglajzali, rešiti se bojo ali ne, to je pa zdaj pa njihov problem. Jaz nam nobenega prosil, tukaj smo, da pomagamo, no pa koga prosil, ne, tudi pod točko razno, ne, zaradi mene lahko delajo glih karčijo, ne, če so delali do zdaj karčijo, lahko pa tudi zdaj delajo karčijo, ne, vendar jaz sem tle zelo oster in tudi bi rad vam povedal, dajte lepo prosim postaviti jasne meje, dajte prosim lepo odrezati, ker ne spadamo mi skupaj, mi nismo ista stvar, nisem jaz ne bi na kraj pameti ne bi mogel biti toliko zloben, kakor so oni s to zlobo živeli, a ne? Lej, you are not like them, separate yourself. To se nisem jaz zmislil, se pa absolutno strinjam, a ne? In ne bi jaz nikoli mogel sodelovati v čem takem, v čemer so oni sodelovali, se razumemo, da sploh ne gremo naprej do pedofilije, pa do adrenokroma, pa to je že ta prva faza,
torej ljudje v odnosu z vami direktno, da je nekdo prišel k vam v partnersko vezo, živeli so ljudje v partnerskih vezah, da so zvedeli o tebi, kaj imaš rad, česa se bojiš, kaj so tvoje strasti, kaj si želiš, kakšni so tvoji cilji, kakšne so tvoje ambicije, da je vse to o tebi izvedel, te distanciral od prijateljev, familije, o tebi naredil sliko na ven, sebe naredil za žrtvo, tebe naredil za problematičnega in v bistvu to vse, kar je od tebe izvedel, izkoristil proti tebi, dragi moji, tega moj karakter ni zmožen narediti. A smo isti ali nismo isti? In smo vsi ljudje, kako prosim še enkrat? Smo na ven, zgledamo ljudje, tole pa navšlo, če pa greš brez dušno in brez sramno v škodovanje živemu bitju, naj si bo človek na dveh nogah, empat ali pa katerakoli žival ali rastlina, da do tega nimaš spoštljivosti, je to zame že rdeč alarm. Romi, lep pozdrav. Ja, takole, malo sem se za hec, malo za šalo, malo za res, ampak kar nekaj imam ugotovitev v zadnjih dni, ful bi želel, da imate tudi vi kakšno ugotovitev, ker pere zelo močno, vse ljudi tega sveta pere. In bi bilo fajn, če imeli kakšno spoznanje v kontekstu, mogoče tudi ta, zdaj, NPC-ji, 70% ljudi na tem svetu, zaradi tega, ko izklopaš dušo, zdaj bomo tako rekli, vsi imamo dušo, torej vsi imamo možnost se ozdraviti, zdaj, vsi imamo zametek, jedro je povsod, ne. Dejstvo pa je, da ta duša, če je zatrta, so ugasnjena čutila in najbolj ugasnjeno čutilo je šesti čut, ampak potem pridejo sanje, jih imaš ali jih nimaš. A si sposoben mentalnih procesov povezovanja stvari med sabo? Ali si sposoben vizualizirati stvari? Vse to so stvari, ki so človeku, ki je dušo potlačil, odvzete. Ko pa človek dušo pripelje na plano, zato se tega bojijo, potem se pa vžgejo čutila tako, da pred človekom, ki ima čutila odprta, ne moreš skriti laži oziroma namere. A ne? In iz vsakega dogodka znaš razbrati, kakšna je namera, a ne? In glede na to, ker veš, kakšna je namera, se temu primerno odzoveš. Ne reagiraš čustveno, ampak se odzoveš. In to je znanje vseh znanj, ki je v mojem primeru življenjskega pomena. Življenjsko pomembno, ker če tega ne obvladaš, te pripeljejo pamet, ko jih ne bi znal, skupaj bi jih platijo. Je li tako? Tako je. Ja, in ti ljudje v bistvu zgolj sledijo, opazujejo in oponašajo ter projicirajo. Nimajo lastnih mentalnih procesov, zaradi tega njim ne moreš dotumbati, da pač nismo pristali na Luni. Slika A, slika B, telefonska povezava, čas, leta, tehnologija. Ti njemu daš 1000 dokazov, on verjame, da smo bili na Luni, zaradi tega, ker on ne izhaja iz dokazov, ampak izhaja iz izjave, ki jo je izjavil nekdo, ki ima avtoriteto. Še enkrat bom povedal. Ljudje ne kdor je zatavšal dušo, pa jo nima v ospredju, deluje iz reptilskega uma in deluje iz naslova ega in kasneje tudi narcizma, tak človek nima lastnih mentalnih procedur in verjame tistemu, kar mu je rekla avtoriteta. Zaradi tega so nas v šoli rekli, če je učiteljica rekla, da je zemlja kugla, pa pika, nimaš kaj sprašvati. 2 + 2 je 5 in čao, ne sprašuj. In ako na prste ni šlo skap, malo pretiravam, ampak ker je televizija rekla, da smo bili na Luni, smo bili na Luni in ker so rekli varno in učinkovito, so ljudje šli k ovce. Ker nimajo sposobnosti mentalnih procesov izvajati in sešteti, da če cepivo ni bilo klinično testirano, ne more nihče izjaviti, da je varno in učinkovito. Na osnovi česa so to zbleknili? Mi že vse vemo. In morate nam zaupati.
Mene je življenje naučilo, da v bistvu, če mi nekdo reče, mi moraš zaupati, meni verjamem, res ti ne lažem, nisem se zmislil, je to takoj rdeč alarm, da ni šansa, da verjamem. Glih zaradi tega, ne, ker jaz, ko nekaj povem, ne rečem prej, to pa res ne lažem. Kaj, a drugače pa lažem, ali kaj? A drugače, kaj? Ne, mislim, meni je življenje naučilo, da ljudem na besedo ne moreš verjeti in če lahko verjamem na besedo, je to čist zadnja stvar, na katero bom verjel, ne pa prva. In to je moj dober nasvet iz mojih ust v tem trenutku, ampak ni nič novega, vse to so nas opozarjali ljudje, ki so dosegali stopnje zavesti. In kakorkoli obračamo, mi vsi smo zdaj v procesu, ko moramo dvigati stopnjo zavesti. Marjana, lepo pozdravljena, me veseli, da si prišla zraven. Jaz pa mislim, da tam nekaj sem zavohal, zato bom vam dal eno šlikico. Tudi dobro za prebrati. Sekundico bom prav pred nazaj. Evo me, nazaj. No, in če smo rekli, da ljudje, ko nimajo duše na fronti, jih ne vodi duh, ampak jih vodi ego, imajo eno tako zanimivo stvar, ne znajo si stvari predstavljati. Ne morejo zagledati, ti mi rečeš, a si predstavljaš zdaj le slona, kako gre po džungli? On si ga ne more zdaj videti slona, kako gre pa tam grmove zraven. Ko mu rečeš, predstavljaj si, da si na plaži. On ve, da na plaži je dober, sem meni, kad si rečem, predstavljam sebe na plaži, že vidim morje, pesek, palmo, koktejl, jaz ležim v kopalkah in tako. Jaz to vidim, imam slikico. In zato obstaja en strokovni izraz, pazite zdaj to, afantazija. Afantazija izhaja iz, mislim, da grščine, pomeni brez fantazija, brez fantazije, a ne? Ampak iz tle imamo mi tudi besedo oftalmolog, torej ne videti. In oni bi tretje oko odpirali in mene učili tehnike, kako se tretje oko odpre, a sami nimajo niti možnosti predstave. Imagination je tisto, kar potrebujemo vsi in to je izhodišče. Če si ne moreš predstavljati, sploh ne moreš naprej. In to je zdaj tista bolečina, kjer se mnogi bodo težko sploh razumeli, o čem se mi pogovarjamo. Res nimajo pojma, ne morejo niti razumeti. Oni ne morejo niti Jezusovih besed razumeti, ne, mislim, ker Biblija je tudi nekaj, kar v bistvu moreš razumeti, ne. No, a viš, to sem si danes napisal. Lovili so nas kot lov na čarovnice, to so oni imenovali, mi smo bili nevarni njim. Seveda, prebujen človek je narcistični sodrgi strašno nevaren. In lovili so nas, zdaj pa so ujeli sami sebe. Ampak zdaj ne lovimo zdaj mi njih nazaj, kot smo rekli, hunters became hunted, ampak njih je začela loviti karma. Njih je začela loviti slaba vest. Njih je začela loviti sramota. Njih je začel loviti strah. Vse tisto, kar so do zdaj glumili, da jih ni ne sram, ne strah, vse to zdaj prihaja k njim z notranje strani. A mislite, da vam bodo povedali, da jih peče pa stiska? Ne. Obraz pokaže. Ne? No, in tako, in karma zdaj diha za vrat vsakemu, ki je sodeloval v lovu na magične otroke, oziroma z drugimi besedami, črne ovce. Ta planet je od nekdaj imel črne ovce, ki so se uspele nekatere prebiti v Freddie Mercuryje, nekateri v Jezuse, nekateri v evangeliste, nekateri v Sokrate,
En kup se je teh črnih ovc prebudil, ampak so se trudili, da se ja ne bi. Tudi Prešeren je recimo bil črna ovca, pa Prežihov Voranc, pa tako naprej. Mnogo teh ljudi in prav je, da jim sledimo. Marjana, praviš, da sploh njih ne rabimo loviti, ker sami sebe ujamejo brez besed. Tako je, ujeli so se zdaj sami in zapletli v svoje lastne laži, popadali so v grobove, ki so jih skopali nam in jaz mislim, da bo zdaj mnogo ljudem jasno tisto, kar se mi pogovarjamo že 3 leta. En kup pregovorov, rekov, rečenic, stavkov, izjav, pesmi, kar naenkrat bomo razumeli tega mnogo. Jaz že zaradi tega se trudim, da bi tudi vi malo bolj pohitrili, ne zdaj, da 1 ura ali pa 2 mojega trobezlanja vam življenje spremeni, ampak da vam to spremeni pogled na razmišljanje. A ne veš, da rečeš listen, beseda listen, poslušati, je anagram iz besede silent. Torej, ti bod, boš kaj slišal, tle not v glavi, v predstavi, dobil boš znak. Če boš v družbi umolknil, pa boš slišal, kaj trobezlajo. Recimo, help people pa help people. Ti moš ljudem pomagati, help to people, ne pa help them. In oni so nas spravljali v peku. Ja, je imel pa jetiko, tale, kaj že bil, Kete, je pač mlad umrl, je imel jetiko. A pa Poba je pri 23 letih napisal take stvari, da te sezuje. Valjda so ga mogli ubiti po njihovih filozofijah. Kam si pa ti padel, Bergar? Kva bi ti zdaj Bergam imel? A to tako imate vi, mladinci? Kaj ga pihnete v temo? Mislim, verjetno bi te mogel poznati, pa pozdraviti, pa sliko bi mogel imeti, pa kakšno objavo, pa če bi rabil, pa pol bi se mu lahko izmenili. Ti bi bil pa kar moj moderator iz prve. A toliko ste naivni, ali kaj, ne moraš verjeti. Marjana, praviš, ka mati moja, pa res, pregovori so nas skozi učili, pa jih nismo prav slišali. Tako je. Pa so pa še rekli, ja, tu se pa tako interpretira, ne. Veš, cerkev je interpretirala Biblijo, tako da je rekla, ja, križati, tako križati ga, pa piti njegovo kri, pa živce, pa meso jest. What the fuck? What the fuck? Odreši nas grehov. Jezus nas je odrešil grehov. Ne. Zdaj bodo pripeljali čez do tega, da bi jih lahko odrešil, ampak jih ne bo noben odrešil, ker oni bi mogli grehe nehati delati, ne. Kaut loud, kaj praviš? To lepo, da si napisal moje ime. Lepo, krasno. Afna Matej Truščik, ima tako Radio Omega. Lepo, mi všeč. Čakaj. Samodestrukcija človeka, to sem vam že rekel. Kako človek sam sebe najbolj raztumba. Katere stvari najbolj raztumbajo? To Biblija piše. Ponos, ljubezen do denarja in obrekovanje. To so 3 stvari, ki človeka najbolj ubijajo. Pogledamo v družbi, vidimo vse troje, je kot da bi bilo treba častiti. Ne? Tolerirati, častiti, spodbujati in nagajati in kaj pa bo. Če je pravi, to je pa tudi ena nora stvar, to ne bom. Še recimo tole sem tudi imel. Narcis ne dela za poštenost, to je vodilo ljudi z dušo in srcem. Ampak narcis pele na denar. To, če se splača, ja, če se pa ne splača, pa ne. Juda je tudi izdal, ne zato, ker bi bilo to njemu ful žur, ampak keš, ne. Ljubezen do denarja, ne. Sam Jezus je vedel, da ga bo izdal. Ni bil Jezus glup, zato, ker je Jezus videl naprej, zato, ker je vedel, da je... Ne? Ampak Jezus je nam dokazal, kam grejo ti kurci. Jezus je nam svoja zgodba, ki je noter nam kaže, a veš, do kje grejo. Pol, ko boš dobil križ, se bodo postavili in te bodo gledali in te dali na križ, zato ker taki pač so. Kaj pa češ, jaz tak sem, jaz pač lažem. O res, ok, bjež, da te ne vidim.
To je zdaj pa na nas. Jezus ni mogel ločiti vsega, ker je bilo prehudo, zdaj se nas je pa zbudil nekaj več in v tem času se je na zemlji dvignila zavest konkretno v konkretnem številu ljudi, verjetno noben ne ve številke, ampak kolikor uspem spremljati, precej ljudem. In prav je tako, hvala Bogu, da je tako in veselim se prihodnjih let, dni in mesecev, ker bomo resnično postajali družba, ki nas bo vodila poštenost, srčnost, sloga. Ne da ti na kraj pameti pride, da nekdo laže, ampak kako bomo zdaj mi to ločali? Mi, da veš, imajo poker face, they cannot see our mind. Ja, prebujeni vidi v namero. In ne rabimo detektorja laži zaradi tega, ker imamo prebujene empate, ki so detektori in bodo zaznali, kdo v družbi ja in kdo iz družbe ne. Mi smo tisti filter, ki bomo to delali, zaradi tega je spodbujanje k prebujanju v tako aktivnem, tako močna stvar, ne? Da nas bo čim več, da nam je kdo všel. Ne? Ja, vaša samozavest je tudi tista, ki zlomi vsako laž. Človeka, ki je nosilec laži, ga najbolj zjebe nekdo, ki je samozavesten. Zavedajte se, da naš dignity, naš confidence, torej samozavest, dostojanstvo, stoična drža in avtonomnost duše, to je tisto, kar se čuti in lomi vse tiste, ki imajo slab namen. In to tako odločno. Pač drekači, lahko drekate, sem ne meni po glavi. Ne? Nimam nič proti osam, dok mi ne se vrti tle okrog nosa. Še ena stvar, če smo prej rekli, ne nositi zamere, ne nositi maščevanja, ne nositi ideje zob za zob, daleč od tega. Največje maščevanje, ki ga lahko ustvarite, je to, da dvignete zavest. Če hočete se zares maščevati, se umaknite v rikverc, ne reagirajte na provokacijo in se spravite delati na sebi, da dvignete zavest. To je, če hočete se zares maščevati. Ampak, ko dvigneš zavest, ugotoviš, da maščevanje res nima nobenega smisla, zaradi tega, ker ko človeku več ne daš pozornosti na bullshit, ga pač ne daš. Ne? In se eno z drugim pokriva. Joj, kaj sem korono dobil na kapo. Hvala lepa, Marjana. Ja, pa bom. Zdaj, ko je korona prišla, vam bom nekaj prebral. A veste, kaj pravijo? Če je pravi prebujen, vam ne bo nikoli računal. Če vam pa računa, pa ni ta prav. Zaradi tega jaz nikoli nisem ljudem nič računal. Sem rekel, kurc pa makar crknem. Sem rekel, sej bodo ljudje že sami najdeli, koliko ki je kaj, ne? Pa sem danes prišel do kapitalnega spoznanja. Pravi ne računa zaradi tega iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker to, kar sporoča prebujeni ali pa prerok ali pa kakorkoli, to ni njegova stvar. Vse, kar dobiva, zgolj posreduje. Ne? Vse to, kar se sestavi v glavi, nič ni mojega. Jaz sam posredujem. To je prva stvar. Torej si ne morem jemati zasluge. Druga stvar je pa ta, da je na tak način pravemu, prebujenemu dano videti, koliko je vreden v očeh drugih. Koliko ljudje to cenijo. Jaz sem tekom 3 let, kar delam, zaznal, koliko imajo ljudje. Ja, si pa fajn pa to. Ja, super, verjamem, vem, čist hudo je v glavi, pa to ni iz ega ven. Mislim, jaz bi rad videl, da bi nas bilo za 100, ampak ne gre to tako, ne. Ne še, bo. Ali pa par tavžent, pa ne gre. Bo, počas, na začetku smo. Epoha, sam par nas je, pa se je že vse zlomil. Kaj šele bo. Praviš, mojte, da ne dela več takih, kot sem jaz. Ja, vsi imamo isti gen noter, sam a ga poslušamo ali ne. Tako da ne gre za to, da človek ni spremenljiv oziroma nadgradljiv. Vsi smo, ampak smo vsi naučeni v narobe. To pa drži. In ne moramo vztrajati, da tisto, kar smo naučeni, je sveto prav, če pa iz dneva v dan vidimo, da je vse narobe. Tudi tisto, kar vemo, čist vse je narobe.
Sam ljudje se raj neumnega naredijo, pa pravijo, jaz sem pameten. Noč ne vem, ampak sem najbolj pameten. Ali vidite, kakšen paradoksu so? Čista teletna. Če jih zares poslušaš, ne moreš ga ustaviti, kot trobezla, ne? Komu pa omeniš tematiko, ti, kva pa to, zdaj, ta situacija. O narcizmu pa ne vejo nič. Vse vejo edino o narcizmu, ne. No, ampak še enkrat. Pravi prebujeni ti ne bo računal iz prvega razloga, ker to, kar sporoča, ni njegova last, je stvar zavesti. Druga pa je, da mu je dano videti, koliko je vreden on v očeh drugih, ker ne moreš reči, koliko je kaj, ne moreš to sploh cene postaviti. Za nekoga je 2 evra čisto vse, kar ima, za nekoga bi bilo pa 2 jurja vse skupnač, ne? Torej ne moreš vsem računati 500 evrov. Bože ne, da je to sem se zdaj kar malo zmislil. In ja, no, to je to in hvala lepa vsem, ki cenite in tudi to je pokazatelj, ki je seveda, pa to je samo eden izmed pokazateljev, vsak prebujajoči se je tudi postavljen za to, da pokaže sliko o tistemu, ki vas napada. Kako vas napada? Vsak, morate se zavedati, da narcis je nam poslan zato, da nas odstrani od tistih ljudi, ki so nam dani kot blagoslov. To je čist nora scena, dragi moji, to je tako zračunano bilo stoletja, tisočletja, da je za znort. Ampak mene veseli, da so razkritja. Tukaj resnica, če jo človek hoče videti, je tle, se začeti poučevati, sestavljati koščke skupaj, kot v eno tako sestavljanko. Danes je ena rekla, mi pač ti prebujeni, ne, smo v bistvu profesori za sestavljanje puzzle, torej teh sestavljank, ker slikica, pa se ti zgodi višja perspektiva. Dajte se zavedati, ko se človek prebudi, se mu začne širiti perspektiva. Iz ptiče perspektive vidiš, to smo se večkrat menili. Dajte se zavedati, da sistem, in to je tudi del razkritja, se je trudil, da je bila naša perspektiva takole, skozi eno lukenco, ne? Kada skozi ključavnico gledaš svet, ne? Moraš imeti razširiti perspektivo, ampak to ne pomeni, da zdaj vidiš ti drevesa drugače. Ti vidiš odnose drugače, ti vidiš povezave drugače, ne? In tako. Janez, dodajaš, da čisti obraz, čista duša in dobro srce, kdor deluje iz srca, je nezmotljiv. A ne da? Ja, itak da ja, sam, koliko nas pa je takih? Koliko pa je teh ljudi po svetu? Meni se zdi, da še tisti, ki so predstavljali pred 5, 4, 3 leti, kao na naši strani, iskalci resnice, to ljudje so zdaj kar zginili. Kaj pa bo? Mnogo njih. Kaj pa bo? Od teh, ki pa so, še ostali pa se noben ne dotika narcizma. V bistvu to Biblija opozarja na to. Halo? Vsak, ki se je prebudil, opozarja na družbeno pizdarjo, ki se dogaja tebi v neposrednji okolici. Ljudje čakajo, kdaj bomo izvedeli, a je Biden umrl ali ni umrl. Ni fora v Bidenu, stari. Ti moraš pogledati svojo tetko, svojo mat, stari, svoje frende, svojo žlahto, svoje partnerje, stari. Pa ne bom jaz hodil k vam v družino povedati, kdo je narcis, pa kdo ni. Mi se moramo navaditi, kaj je vzorc, ne? Ja, pa sta oba narcisa, oba ranjena, ne? Oba imata na sebi črn oblak, izhajata iz ega in vse to se je začelo z rano in to rano je treba pozdraviti. In ljudje bi imeli protibolečinsko terapijo, ampak naj vam povem, da za agonijo ni zdravila. Ne? Agonija je proces, ki ga mora človek narediti sam in to je proces samo zdravljenja. Torej, zdravilec pa učitelj je v bistvu učitelj, ki človeka nauči, kako sam sebe ozdraviti. Zaradi tega sem jaz lahko sam sebe ozdravil, ker mene nihče ni mogel ozdraviti, zaradi tega, ker je samo navodilo, kakšen bodi, pa si ozdravljen. Dok pa ljudje lažejo, kradejo, se pretvarjajo, varajo in pol kristale nosijo okrog, pa pišejo stavke iz Biblije, ali pa smo ful duhovni, ali pa ne vem, jaz pa hodim na delavnice meditacije. Džabe teb hoditi vsak teden k maši, če pa lažeš, kradeš, prikrivaš, obrekuješ in tako naprej. In to so nore stvari in veš, ne morajo se ljudje delati, kada ne vidijo tega, ne? To je čist noro.
David, lep pozdrav, 7 je ura. Jaz sem rekel, da v današnjem večeru ne bom se šel z 2-urnega maratona, mogoče se oglasim jutri zjutraj, mogoče tudi ne. Želel sem si videti, kaj TikTok zadogaja, če se jaz oglasim zvečer, pa vidim, da je čisto isto, blokada z vseh strani. In Matej, kot evangelist, je zapisal, da v Bibliji, da v bistvu prerok oziroma človek, ki se prebuja, je spoštovan povsod, razen v domači hiši in domačem kraju. No in evo, to je pri meni ta ista scena, pa sem rekel prav, saj zastopam, se ni panike, bomo pa širše po Sloveniji. Ampak takole gledaš TikTok, Facebook, YouTube, vse to ogledi rapidno padajo. V mojem primeru jaz imam vidnost nikakvo. Verjetno zato, ker lažem, kradem, provociram, dvigujem ego, ustrahujem, vse to delam. Sistemu meni je jasno, zakaj smo sistemu nevarni, ker če vas naučim tega, kaj jaz vem, ne boste več padali na ustrahovanje, manipulacijo in boste v vaši vasi oziroma v vašem okolišu naredili konc. Zaradi tega se sistem tako trudi nas utišati, ne? Delitev je pa več, Marjana, se sploh ne vem, koliko pa je delitev, tega podatka pa nimam, vse sort imam podatke, koliko je pa delitev bilo, to pa ne vem, ampak še vedno nas je samo 10, tako pa 100 gledal, tako da, ampak vse je ok, bolj sem hotel malo potestirati. 11, odlično, lepo, to mi je pa všeč. Janez, praviš kot zunanji opazovalci, lahko rečem, da nas je le zelo malo. Ja, bo kar držal. Takrat je bil Jezus pa 12 učencev, ampak pri križanju jih je vseh 12 zginili. Tako da je danes dosti podobna situacija, ampak vsak v svojem kraju idemo. Dobro, ne bom pretiraval, še imam stvari, mogoče to, kdor zagovarja narcizem, sodeluje v zlu oziroma proti človečnosti. To smo videli za časa korone, to vidimo pri Flying Monkeyjih. Ne morajo reči, sej samo ubogam malo mojega šefa, pa bom tebi škodo naredil. To se tako ne dela in to ni prav, pa pika, pa ne more nikoli to opravičati. Je šef naročil, da sem jaz nesramen, nemaren, nečloveški, izdajalski in tako naprej. Tudi ljudje mislijo, da bomo kar oprostili, ne? Nisem bila pa ranjena v mladosti, pa mislim zato lagala. Jaz razumem, da so ljudje ranjeni, zastopam, da so neozdravljeni, zastopam, da se jim je ego razvlekel po glavi, zastopam, da jih je ponos požaril, zastopam, da jih je vse sort poškodoval, ampak niti eden od teh razlogov ne opraviči ostudnosti in globine dejanj, ki so jih počeli tisočletja, a ne? Boljš manj pa pristno. Tako, ja, kar idemo. Sej bom še kaj napisal, tako. Ego je treba razbiti, zato da lahko vstopi svetloba in jaz se tu in tam potrudim malo tudi koga pičati, pa ljudje namesto, da bi razumeli to kot dobro namerno, da gremo v zdravljenje skupaj, ker je epoha, ker to ni zdaj, da jaz sem se zmislil avgusta reči, idemo ljudem ego razbijati, da se bodo zdravili. To je nekaj, kar je v knjigi Prerok, Indijanci so o tem govorili, Inki, Maji. Jaz več sodelovati v tem procesu, kot sodelujem, ne znam, ne zmorem, ampak naj vam povem, vse bo kul. Tudi za tiste, ki grejo zdaj v proces temnih dni duše. Tudi njim je možnost, ker Ata je milostljiv do zadnjega. Ne? Na koncu bo človek sodbo sam sebi spisal in se bo sam odločil, hočem živeti ali ne. Tisto, kar zdaj doživljajo, je končno dana brezpogojna možnost, želiš se stopiti na pravo pot ali ne. Ta razkritja prihajajo od znotraj, meni iz lepega naslova, tistim, ki so bili do zdaj na strani zla, teme, ega, nečednost, kako smo nežni, do kriminala, izdaje, vse to rečemo, temu se reče nečednost, da oni niso preveč prizadeti, ti kriminalci. Ja, veste, kako so nas navadili, da smo nežni.
sej je prav, da ostanemo polite, da v komunikaciji vzdržujemo odnos, ne, bom rekel, komunikacija, kar pogledajte, kako so ta sodraga, kakšna je v komunikaciji, kričati, nepomembnosti, ali pa se tam zaradi te negobe biti najglasnejši, ali ne vem kaj, kakšna goba sem najdu, dobro, super, sem jaz imam tle eno drugo debato, to se zmenite, tam ne rabi zdaj cela kafana tega poslušati in tako. Ampak okej, razkriti so, ne, zaradi tega, ker jih gledamo, a bodo to priznali ali ne, boli me kurac. Vem jaz, če oni nočejo špegla gledati, jaz vidim, vse je v redu. Pač tako. In ja, dragi moji, bom poskušal jutri priti ob 7 za urco ali pa 2, če pa bom zaspal, me pa ne bo. Tako da lahko prijete pogledati, če pa ne, pa ne. Sicer pa vsem najlepša hvala za sodelovanje v sredinem popoldnevu oziroma večeru. Meni se ta čas večerja spekla, by the way, tako da zaradi tega bom tudi malo krajši. Želim vam prečudovit dan in da razmišljate in šerite in tako. Hvala lepa še za srčka in za koronco in tako. Me zelo veseli. In Marjana, dodajaš, verjamem v preboj, slej ko prej bodo morali priznati, da so šli na napačen kaži pot. Itak, zapeljani so bili, lastne misli so jih zapeljale, začelo se je s travmo, vse to ok, vse to je razumljivo, ampak nič od tega ne opravičuje dejanj. Zaradi tega bomo nikoli tega pozabili, zaradi tega, da ne bi se slučajno kdaj še to ponovili na tem človeškem, na tem svetu, zaradi tega ne smemo pozabiti, to mora biti v opomin in v poduk. Odpustimo, tako kot smo se prej pogovarjali, že zaradi sebe, ampak zločin nad človeštvom ni nekaj, da rečemo, ok, ti odpustim, ni panike, ker si hotel nas pobiti, ja, v redu je. Ne, kar vse se je na hladno zaradi tega, ker tudi priznali ne bojo, ne, Marjana, tako kot si rekla, ampak jih bo treba soočati, ne. Sami ne bodo priznali še, bomo videli, kje se bo to ustavili, ipak si pa ne noben predstavljal, da bodo razkritja to vrstnega formata. To je to, dragi moji, dost klobasanja, imejte prečudovit dan. To je to, uživite, ajde, čao. Bez tebe ja nisam sam. Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja? Jedina moja, ljubim te. Zar nije ti dosta to sve? Jedina moja, ljubim te. Zar nije ti dosta to sve? Znaš da nisam milioner, Lola, da poklonim ti čitav svijet. Lola, ti znaš da nisam milioner, Lola, da poklonim ti čitav svijet. Zar nije ti dosta što imaš od mene i ljubav što dajem ja? Zar nije ti dosta što nijednog časa bez tebe ja nisam sam? Zar nije ti dosta što samo bez tebe ne mogu živjeti ja? Jedina moja, ljubim te. Zar nije ti dosta to sve? Jedina moja, ljubim te. Zar nije ti dosta to sve? Lola, ti znaš da nisam milioner. Lola, da poklonim ti čitav svijet. Lola, ti znaš da nisam milioner. Da poklonim ti čitav svijet, da poklonim ti čitav svijet, da poklonim ti čitav